Pice, srečno in predvsem zdravo novo leto 2020. Prvi vlog v novem letu, noro. Tole je res šlo ekstremno hitro, tako da evo, štartamo zdaj na polno. Videla sem ravno kar na poti, da opravlja to najno tipično food nabavo, oziroma greva v nabavo za hrano. Ponavadi imava tako vsaj 2 do 3 na mesec eno tako večje nabavo, potem pa še čez teden po kruh, mleko in take manjše stvari, tako da zdaj bova opravila nekaj tako vmes srednjega. Recimo bo zagotovo večji nakup, tako da sem rekla, zakaj vas ne bi vzela s sabo, da vidite, kaj midva ponavadi vzameva, kaj kupva, če vas to seveda zanima, in kaj potem v najnem hladilniku. Jaz se veselim, kot veš, sem taka šopaholičarka in mi je tudi to ful veselje. Če je tudi te, potem glej vlog naprej. Prišla sva sem še do ene trgovine s pohištvom, greva gledati eno v marcu, rava eno za čevlje odložiti, tako da se va preostavlja še tukaj, ampak leti to ne bo zadaj za nama. Wow. Juhu, kupila sva novo, ki imaš pol listek, novo v marcu za čevlje, končno. Same dobiva itak šele čez 3 tedne, ker se čaka, ampak vseeno važno, da bo sem štela, koliko čevljev pride v marcu in jih je kar dosti, tako da komi čakam. Ne bo pa še vedno brutalno. Ah, ti fantje. Preden greva v nabavo, je treba še jesti. Dober tek. Moj današnji outfit pa zelo nedeljski. V bistvu sem v trenerki. Sem si zadala za leto 2020, oziroma zdaj v kratkem, da si moram nabaviti kakšno lepo, ker v bistvu je zelo malo nosim, pa bi jih več nosila, če bi imela kakšne lepe. Že dolgo tega, odkar sem si kupila res kakšno tako lepo za tako, da greš lahko z njo tudi v mesto. Zakaj pa ne? Trenutno imam eno tako novo, ampak ni oprijeta, tako da je za shopping idealna. V črni barvi, tako da v bistvu iz takih 2 delov je, tole polovrček, malo krajši, in take višje hlače, tak bolj baggy stil. Za začetek rabim novo zobno ščetko. Potem rabim tudi WC papir. Zdaj smo na tem delu, kjer so WC papir, praški in te stvari. Zdaj pa iščem pril za pomivati posoda. Evo ga, pa še znižan. Dajte mi zapisati spodaj v komentar drugače, če si za trgovino naredite listek. Jaz ga tokrat imam, velikrat grem v trgovino, pa kar z glave preštudiram, kaj imava, kaj nimava. Tokrat sem ga vzela, ker moram kupiti več stvari. Me pa zanima, kako vi funkcionirate, tako da zapišite spodaj. Jaz obožujem sir, tako da tudi to morava vzeti, zdaj sem gledam, kjer ga bi. Pa vedno en tak trikac, gledajte, tako da ne bo zadnji konček, da bo tak sredinski del popoln. Našla sem ga, ko bi vi videli, koliko sem jaz ta vina dolg časa iskala. Ponavadi pijem rumeni, ampak ni toliko sladek, kakor sladki. In evo, tale gre tudi z nama. Kaj piše? Pojma nimam, to je cirilica. Car Lazar. A res? Kaj pa je to vino drugače? Polusuho vino. Polsuho vino. Ja. Eno vprašanje, a ste dali včasih to ob nedeljah v juho? Tega nisem jedla v goveji juhi že 100 let, ampak vsako nedeljo se spomnim, da je bilo to. Tole imam tudi furada, pa vedno prav pride tako, če ne veš, kaj bi naredil za kosilo, so vedno bolj kakšni makaroni s tuno, ali pa zadnjič sem delala makaronovo solato. Pa tartufi, no? So vzela. Ja, tartufi. Tema v domače nama je dal en kmet v bistvu, pa so to božanski. Jaz obožujem tartufe, tudi so z medom, pa nekje imava še, evo zadnji, take navadne v bistvu, čist navadni tartufi. To mi je res dober, pa nikoli ne smeš pretiravati, ker če jih daš preveč, je potem kontraefekt. Kislo smetano rabva. A si jo našel? Jaz pa tudi. Zdaj imava pa 2. Maslo mava. Sirček sva tudi že kupila. A bi kakšno na maso vzela? Čeprav midva zadnje čase toliko malo kruha jeva, ampak to vedno prav pride. Midva z Raletom imava dosti različen okus, kar se tiče hrane. On je zdajle najdel nek pistacin jogurt. Jaz kaj tazga ne bi nikoli vzela. A boš proval? Bom, ja. Zna biti slabo, zna biti bolano. Recimo, če bi pa jaz vzemala, si bom tudi nekaj izbrala, no bi pa rajš kakšno vaniljo. Lej te mali.
Zdaj pa je na vrsti zmrznjeno sadje in zelenjava, tole raba za kakšno rižoto. Vzela bi mogoče še kakšno s koruzo, čeprav koruzo imava v konzervi. Une, te kakšne... Ali pa ja, grah pa to imaš prav. Zmrznjen mango, to pa še nisem bila. Razmišljam, da bi vzela višnje. Tle pa jagode imaš. Patico z višnjo. Prvič v lifeu. Misliš štrudel? Delala sem je že štrudel z babi, ful velikrat. Laže, majke mi. Ne, odkar sva sama, ampak z babi pa sem velikrat. A čva. Pred dilemo sva, a kupat. Kaj nikoli ni dilema. Ok, tole pa je vredno. Dilema je edino... Greha. Dilema je edino... O, žepki. Žepke, evo ti. O, njami. Ja bi radi žepke. Še dve stvari, ki jo res obožujem, to je mango. Pa za razliko. On je zelen, pa je bolj mehen kot tega. Pored tem, da imajo tam dol prav tistega ta pravga tropskega. Mislim se tudi ta je. Aha, za avionom. Ta zveri ima drugačen, ker... Aha, on je tudi ful dražji, pa ful mehkejši. No, ta je ful trd. Ta je kar že rdeč Peter tvoj. Ja, pa avokado imam ful rada. Naredim tisto guacamole, daš malo popra, vam bo enkrat tudi pokazala, no, ampak daš sol, popr, pa tak dober namaz pride. Niti je ni mehak. Ni mehak. Škoda. Kaj pa ta avokado? Ti so pa ta mogoče. Sam ne trd je. Ful so trdi, ne, pa ne bova. Potem je zmanjkalo tudi čebule, to je moja najljubša začimba. Tako da bo vzela tudi to. Moja česa. Ja, vem. Tukaj se dobi najboljši losos, ampak moraš imeti srečo, da naletiš na tisti dan, kaj je res svež. Imajo ga. Yes. Srečo mi prinašate, punce. Mislim, da bo tale idealen, pa košarica se že čisto polne, mi je žal, da nisva vzela voziček. Rala je pa klasično na telefonu. Mislim, da sva skoraj čas, da tole zloživa na pult in plačamo. Leto. Nisva dala cene. Se to me zdi hiter. Bom jaz zložila pa ti ceno. Tole je vse najno. Realnost, ko si na svojem. Tako, stvari so kupljene, sva nesla vrečke v avto, da se ne ohladi oziroma odzmrzne, ful je mrzlo zunaj. Ja. Ne še. Še pred tem greva na kavico, imava tako tradicijo, da vedno, ko narediva ta večji nakup, greva pa še na eno kavico, na čajček. Tako da greva tudi zdaj. Eno kava z mlekom. Zeleni čaj. Ja, hvala. Midva sva doma, tukaj imam dve vreče. In bova zdajle skupaj spraznile in pogledale, kaj sva kupila. Prva vec je papir, ne rabimo razlagati zakaj, tako da to. Potem pa bom dala zdaj ven in ti kazala naključno, kaj sva vzela. Čebula, to sem ti že povedala, da je moja najljubša začimba. Meni to poboljša jed, tako da dam posod od rižot do solat, do peke mesa in tako naprej. Potem ser, tudi ser obožujem, ful ga imam rada, vsak dan ga skoraj jem, če ne tako kot malo za pikant, pa dam v kakšno kajzerco, tako da moj najljubši je tilzit. Potem sem vzela moje najljubše vino, sladki muškat. Tudi kadar grem ven, ponavadi naročim deci sladkega muškata. Vzela sva tole novo sol, himalajsko sol. Zakaj si to hotel? Da je zdrava. Tukaj imava to klasično, morsko, tako da bo zdaj malo kombinirala enkrat to, drugič drugo. Potem sem vzela lososa, še eno stvar, ki jo oba ful rada jeva. Ful je nasiten losos in imaš potem res tisto občutek sitosti, ne rabaš potem še nekaj slaščica, jasne, zato mi je losos všeč. Ponavadi ga dava kar tako peč, pa zraven kakšen krompir in je res božansko kosilo. Potem bazilika, pa vzela sva teletino, če se ne motim. Ja, teleče meso je ful zdravo, ampak tudi malo dražje, tole je bilo 8,5, kar je kar precej. Aha, pa potem tele stvari, ki moram dati, odmrznili se že nujno v zmrzovalnik. Višnje sem vzela, potem sem vzela tole zelenjavo, grah, korenje, krompir za vse živo. Pa gozdne sadeže to uporabljava za smutije. In še korenje, baby korenje. Pa zelenjavo imava, če se rane drži, imava zelenjavo zgori. Tukaj je še špinača noter, sadje pa spodi. Pa še ena stvar, nujno čim prej v hladilnik.
na vihančki, kako pa tole, ko mi čaka, da bom probala. Aha, čokoladen lešnikov nadev se vzel, sploh nisem vedela. Ok, in to je, kar se tiče prve vreče. Sam dam na hitro tole v hladilnik še. V tej drugi vreči pa je tudi cel kup enih stvari. Vzela sva jajca, tako da to je prva stvar. Potem Rio Mare, kot sem že povedala, v trgovini jaz imam ful rada Rio Mare, pa velikrat me reč, če se mi ne da kuhati. Tole je od Raleta. Ja, ti si vzel Monte, pa še tele od pistacija, ne? Pistače. Tole za pomivati posodo, za tiste kakšne bolj trdovratne madeže. Pa mleko. Jaz vzemam vedno od ljubljanskih mlekarn. Potem origano, ker pač bio, ker pač navaden ga ni bilo. Pa mava srečo, zmanjkal ga je. Prav ni, vsi so zmanjkali, tako da bo zdaj vzela verjetno kar tegale bio. Potem smo vzela banane, namerno malo zelene, zato ker imamo tukile še 4 banane, malo že gnijajo, ampak da bo ravno dozorele, ko bo ti porabila. Smuti, oziroma jaz jih vedno dam v smuti, ker mi je všeč, ker naredijo tak malo sladkast okus. Lahko ti še pokažem tale najin smuti maker, ful je fajn, ker je v bistvu narejen oziroma v taki obliki tele kot nekega lončka. Sam namečeš noter sadje, ko pač imaš noter, kar želiš, obrneš in ti direktno zmiksen, lahko vzameš s sabo na pot, tako da je res ful priročen. Imamo pa še tukaj par random stvari, kot je pril z vonjem lavande, nisem ga še probala, tako da upam, da bo cool. Potem jutr za zajtrk imamo ene take sezamove, tle piše pecivo semeni, v bistvu take štručke. Pa potem tele njegove jogurte s pistacijo. Bo zdaj probal? Kako se pa to težko odprele to, kar trgaš pa v lončko. Ja, dober. Me zanima, kaj še je. Na, pusti prvi. V bistvu isti okus, mislim, ista tekstura kot puding, s tem, da potegne na pistacijo in sladoled. Bolan. Ne, pa ne, no. Pol imamo pa še, Rale je vzel en kruh, ne vem, meni ne deluje simpatičen, ampak ok, kaj to nek pro, body, a ja, to v bistvu visoka vsebnost beljakovin, no, zanimivo. Potem sem vzela dve zanimivi stvari, ok, prva Nutella, to verjamem, da vse poznate za palačinke, meni velikrat zapašajo zvečer. Pa še eno stvar sem vzela, tega pa ne poznam, to je pa tale v bistvu tak namaz, tudi v bistvu za ali palačinke, lahko pa tudi kam drugam daš, ne vem še kam, bom raziskala. Gre pa za belo čokolado z jagodami, tako da deluje res zanimivo, pa bomo probali, a je tudi dober. Kisla smetana za makarončke, za bučno juhico. In potem se počas prazne še dve stvari, to je nova zobna ščetka in pelati za omako za špagete. Zdaj pa ti lahko pokažem še par random stvari, ki jih imamo v hladilniku. Vedno en sok za goste, če pride, najboljši sem jo od fruktala, najbolj taki gosti. Mleko zjutri za mojo močno kavo, potem popoldne pride na vrsto dolče gusto, za zjutri pa ta prava turška z mlekom. Kečap en je najboljši tale, pizza kečap, ima malo tak bolj sladek okus, tako da je fajn. Pol tukaj take aperitivčki, to je bolj Raletov del. Pa tukaj neki piva, kamava to niti ne vem. Kaj je to? Aha, pesa neka domača. Pa kola, paradižnik, to je meso danes, makaronova solata. Jaz in Rale sicer on obožuje kumarce, jaz jih tudi obožujem, pa jaz obožujem olive, to imam toliko rada. Oba sva nora na tale nacho chips, pol tam imava eno gorčico. Navdušila sva se, odkar sva na svojem nad kislim zeljem, obema je pač to brutalno. Aha, ena stvar, ki jo dajem vedno v smutije, tole je tale mandljevo maslo. Prodaja sicer tudi take manjše. Midva pa sva vzela kar tega 2-kilskega. Ti lahko pokažem še, kako izgleda noter. Pa imamo tukaj ene domače klobase, to Rale je, to jaz ne jem. Pa še dve domače stvari, to so tartufi. Midva sem se že kar lotila večere, danes bova imela lososa, tukaj gor sva dala česen, malo posolila, zalila z oljem, je pa to neko zdravo olje. Oljna ogrščica. Bolj kot olivno. Pa dodala sladek, pa navaden krompir. Ko pa je tole ravno tak video iz kuhne, pa naj ti pokažem še, kako jaz shranjujem razne stvari. Tukaj noter imam v takih posodicah. Če si gledala moj vlog iz Zagreba, si videla, da sem bila navdušena nad telimi steklenimi posodami za shranjevanje. Tukaj noter imam jaz oves, tukaj so testenine, te so brezglutenske, zato so tudi malo drugačne barve. Potem imam tukaj belo moko, zdaj sem nazadnje dodala proseno kašo. Bom pa šla definitivno
iskati še kakšno. Tole je veliko in malo, ker so ful priročne, pa ko kuhaš je vse skupaj ful hitrejš, noč se ne razbije, tako da ja, jaz shranjujem takole. In to je to, kar sva kupila, prišlo je malo čez 80 €, ampak to bova sigurno imela tam za teden pa pol, no, bova pa mogla sigurno v tem tednu po nov kruh, pa sigurno še kakšne malenkosti, tako da na kratko hrana je draga, ampak ja, midva oba dva rada dobro jeva, tako da se splača potem pod kaj dobrega. Dajte mi zapisati spodaj v komentar, kako se vam je zdel današnji vlog, ker je bilo malo drugač. Me zanima, kaj vi rade jeste, kaj imate vi najrajš, a je to slano, a je sladko, kaj največkrat kupite, ko greste v trgovino in nasploh, kako se vam je zdel tale današnji vlog. Lepo se mejte in rada vas imam. Čau, čau, pa dober tek.